Zdravo, zdaj glede na to, v kakšni situaciji smo in da končno se Slovenija prebuja in se zaveda, koliko pomembna je online prisotnost, sem se odločila, da vam jaz samo malo dam smernice, ker definitivno zdaj verjamem, da vsi razmišljate, da vsaj del svojega posla in marketinga preseliti na splet, kaj je tisto nujno, kar skoraj potrebujete oziroma vsaj da začnete. V bistvu najprej zdaj, ko se boste lotili, dajte mogoče pogledati, kaj bi lahko dopolnili, mogoče spremenili vaš poslovni model, mogoče, ne vem, kaj nadgradili. Dajte si narediti en marketinški plan oziroma neko strategijo, v katero smer iti. Se pravi, zdaj izkoristite čas. In jaz vam bom spodaj pripela, jaz imam en taki, ali pa si poiščete na moji spletni strani marketingmalihpodjetij.com marketing plan, kjer si lahko vse zapišete in zdaj lahko brainstormate, se pravi, pišete ideje, kako del svojega poslovanja preseliti na splet. In tam tudi sta dve zelo pomembni stvari, ki jih jaz vedno na vseh delavnicah poudarjam. Najprej morate vedeti svojo idealno stranko, in sicer, kdo bo res vaša idealna stranka, potem kakšne probleme ima ta stranka, definitivno zdaj, kaj bo ljudje iskali, bojo iskali rešitve za boljše življenje, kako uspeti na spletu, kako prilagoditi sedaj se publiki, kaj bo zdaj ljudje potrebovali, in to morate vse definirati. Predvsem rešitve, ki jih lahko daste. In tudi mogoče, če stranke tega ne bojo upoštevali, kaj jih lahko čaka, se pravi tudi napake, če ne bojo zdaj ukrepali, kaj so lahko posledice. Se pravi, tukaj je zelo pomembno, da definirate vašo idealno stranko. Druga zelo pomembna stvar je, da pač izpostavite svoj USP, se pravi svojo unikatno lastnost, v čem ste vi drugačni od drugih. Kaj bo tista neka lastnost, kaj drugi je nimajo. Definitivno ena stvar, ki jo jaz konstantno poudarjam in bo tu zelo pomembna in je tudi sedaj odličen čas, da to naredite, ko ste doma, da začnete graditi tudi svojo osebno blagovno znamko. Se pravi, to je edina stvar, ki je noben ne more vzeti, nobena konkurenca. Ljudje bojo prišli k ljudem, ki jih čutijo. Se pravi, meni za ogromno strank pride zato, ker mene začutijo in ne razmišljajo, da bi s kom drugim delali razen mene. In tudi jaz se ogromno odločam na podlagi energije. Dobro, neko znanje, seveda tudi profesionalnost mora oseba imeti, ampak bolj tisto, če vidim, da bom lahko z nekom delala, ne. In tudi jaz zbiram stranke, ki so meni blizu, ki vidim, ki so resne, ki so pripravljene nekaj spremeniti. In tudi kdaj tudi zavrnem, ko vidim, da nisva na isti valovni dolžini. Tako da to je zelo pomembno. Se pravi, da vaša unikatna lastnost je prvo vaša osebna znamka, drugo pa, da mogoče zdaj imate čas, brskajte po Googlu, iščite v tujini, kaj v tujini mogoče je, pa še v Sloveniji ni, in to vi zapakirajte in skušajte implementirati v vaš posel. Potem zelo pomembno je, da, glejte, danes, že to 8 let nazaj, ko sem začela, ko sem šla na prvo predavanje, je en strokovnjak rekel, če nimate spletne strani, vas na spletu ni. In dajte tudi si porihtati spletno stran, zato ker je zelo pomembno, da vas tudi ljudje najdejo na Googlu. Ja, družbena omrežja so super, če drugo ni, boljše to kot nič, ampak definitivno vsaj spletno stran tudi morate imeti, ker so tudi ljudje, ki niso mogoče na Facebooku in mogoče izgubljate potencialni trg, tako da je zelo pomembno, da tudi imate neko spletno stran. Danes jo lahko naredite sami, imate wix.com, Weebly, WordPress, vse te stvari si lahko naredite sami. Če nimate časa, pa se nočete s tem ukvarjati, tudi lahko daste kakšni agenciji delati, če koga zanima. Mi z našo agencijo super smo profesionalci in tudi zelo ugodne spletne strani delamo ali pa spletne trgovine, če kdo razmišlja. Ampak zakaj? Družbena omrežja so zelo pomemben del prodajnega procesa. Ampak se tudi vemo, se že zgodilo, da niso delala. In kaj se pričakuje tudi, da možno da tudi nekaj časa bo tudi kakšen izklop, tako to mimogrede, govori se marsikaj. In fajn je, da imate neki backup. Jaz vedno rečem, kot v financah je treba razpršiti tveganje, tako da tudi je to pomembno, se pravi, da imate spletno stran, družbena omrežja, potem naslednja stvar, ki jo gradite, email marketing. Delajte na bazah. Zdaj mogoče res prodaja določenih izdelkov trpi oziroma ljudje ne kupujejo, ker kupujejo samo nujno, ampak je pa priložnost, da gradite na svojih bazah. To so vaš potencialne stranke, ko bomo spet
gospodarstvo bo začelo delati. Tako da zdaj izkoristite, delajte brezplačne e-priročnike, delajte, ne vem, video serije, objavljajte, delajte svoj blagovni znamki in istočasno naredite neki e-priročnik za zameno za mail. Se pravi, da gradite e-mail bazo, ker to je vaša osebna last. Tako da dajte poskrbeti za to. Potem, definitivno, če imate spletno stran, je tudi fajn, da se mogoče zdaj imate čas, imate na spletu ogromno stvari, obstajajo tudi v Sloveniji knjige, Tomaž Gorec napisal o SEO optimizaciji, se pravi, da boste čim više organsko na brskalnikih, kot je Google, da vas bo ljudje našli. Zdaj tisti, ki imate konkurence, je treba kar konkretno dela, ampak že z majhnimi stvarmi lahko si sami naredite in prijete više na iskalnikih. Zelo pomembno pa je tudi, pa kar zelo pomaga, da ste više na iskalnikih, če pišete blog, se pravi, da uporabljate ključne besede, ki jih ponavadi ljudje najbolj iščejo na Google. To lahko pogledate pod Google Trends, in na tak način tudi ugotovite, kaj ljudje iščejo in zdaj izkoristite sigurno kaj o koroni, napišite svoje mnenje, svoj pogled na to in ga dajte na samo spletno stran, ker to vas bo tudi potisnilo visoko na iskalnikih. Potem pa še v bistvu dajte tudi posnet kakšen video mogoče. Zelo visoko na iskalnikih je tudi YouTube, ker je seveda v lasti Googla in to naložite tudi na YouTube, se pravi videe z neko konkretnimi nasveti, uporabnimi nasveti in tako boste tudi visoko najdeni, ker YouTube videi so zelo visoko rangirani na Googlu. Tako da, evo, zdaj imate čas, da se pripravite. Jaz že sicer 3 leta to opozarjam, ker bo prišel pač čas, ko bo treba čez noč narediti in zdaj nismo vedeli, da bo to korona. Tako da zdaj izkoristite, če koga zanima, tudi individualna svetovanja, zdaj delam preko Zooma, Skypea, se prilagodim, kako je vam lažje, da vas mogoče usmerim, da pregledamo, kaj imate, pa kako sedaj zapakirati pakete, da boste pripravljeni na prihodnost. Se pravi, verjemite, reči prihranite čas, če niste vešči tu, reči poiščite strokovnjake, se pravi, jaz sem vam vedno na voljo, in skupaj mogoče res pripravimo super strategijo, kako boste preživeli. Drugače pa ne jokajte, začnite že delati zdaj.